Danes želim pridigati na temo slišati glas Svetega Duha. Slišati glas Svetega Duha. Moče samo na kratko v uvodu, kdo je Sveti Duh. To bi kristjani morali vsi vedeti. Da je to tretja Božja oseba, Bog Oče in Sin in Sveti Duh. Kar tudi lahko rečemo, da je Sveti Duh Bog. In pomembno je to vprašanje, kako slišati glas Svetega Duha. Včasih nas postavijo pred dejstvo Jezusove besede, ki jih je večkrat povedal, poslušate pa ne slišite, gledate pa ne vidite. In v Markovem evangeliju 8. poglavje 18. vrsta Jezus pravi takole: oči imate, pa ne vidite. Ušesa imate, pa ne slišite. Ali se ne spominjate. In vemo, živimo v času, oziroma vedno so tudi takšni časi, kjer se vedno nekaj dogaja okrog nas. In nekako podzavestno, ali moče se včasih tega niti zavedamo, vedno nam nekdo nekaj govori. Ne vem, ko zjutraj vstanemo, se že vprašamo, ali pa nekdo nam postavi vprašanje, oziroma pa vprašanje postavimo sami sebi v teh poletnih dneh, ali bo danes vroče, ali ne bo vroče. In potem gremo na bogoslužje, ali bo na bogoslužju vroče, ali ne bo vroče, ali bo hladno, ali me bo klima motila. In tiste, ki klime moti, pri nas je tako, moraš čim bliže klime si vsesti, ker naša klima piha preko. In potem je slavljenje in se moče vprašamo, kdo bo danes slavil, kakšno bo slavljenje, kakšne pesmi bomo peli. In veste, vse to nam nekaj govori. In smo kar hitro zaposleni. In z druge strani lahko rečemo, ko mi govorimo o slišati glas Svetega Duha, imamo velikokrat problem. Kajti posvetne stvari, življenje v tem svetu nam zelo močno govorijo in je časi težko slišati glas Svetega Duha. Moče smo prezaposleni in ne moremo slišati glas Svetega Duha. Mogoče smo v težavah, moče smo polni skrbi, ki nas vsak dan okupirajo, da o njih razmišljamo in se mučimo in ne moremo slišati glas Svetega Duha. Starozavezni preroki so velikokrat govorili o tej temi, ko smo prebrali, ko je sam Jezus povedal. V bistvu tudi on uporablja besede iz Stare zaveze. Oči imate, pa ne vidite. Ušesa imate, pa ne slišite. Ali gledate, pa ne vidite. Poslušate, pa ne slišite. In nekako, že v Stari zavezi, kot sem rekel, preroki so govorili. In to, ta beseda poslušati v bistvu pomeni nekaj poslušati, ampak zares tega ne sprejeti. Ne zaupati proroški besedi, ki so govorili preroki v Stari zavezi. Izaija se je pritoževal nad nevero svojih poslušalcev. Jeremija je naletel na ostra nasprotovanja, ko je oznanjal Božjo besedo. Jezus je učil svoje učence, kako naj slišijo glas Svetega Duha. In poglejmo v Marku evangeliju 8. poglavje, od 14 do 21. vrste, Marko 8, 14 do 21. Pozabili pa so vzeti kruh, v čolnu so imeli s seboj en sam hleb. Jezus jih je spomnil z besedami:
pazite, varujte se kvasa farizejev in Herodovega kvasa. Oni pa so se med seboj menili, da nimajo kruha. Vedel je za to in jim je rekel: kaj se pogovarjate, da nimate kruha? Kaj še vedno ne razumete in ne uvidite? Ali imate srce zakrknjeno? In potem te besede, ki smo jih v uvodu prebrali: oči imate, pa ne vidite, ušesa imate, pa ne slišite, ali se ne spominjate. Ko sem razlomil 5 hlebov med 5000 ljudi, koliko polnih košar koščkov ste nabrali? Rekli so mu 12. In ko sem jih razlomil 7 med 4000, koliko polnih koščkov ste nabrali? Odgovorili so mu 7. Tedaj mi je rekel: mar še vedno ne uvidite. In vidimo zgodbo, ko so učenci bili popolnoma eni drugi valovni dolžini kot Jezus. In tukaj primer, ko so se peljali skupaj in Jezus govori eni duhovnih stvari, govori o kvasu, ki lahko prekvasi in vpliva na ljudi. In oni so to prešaltali: ja, verjetno kruha nimamo, oziroma pravi, en hleb imamo samo. In potem jih Jezus spomni, kako je nahranil 1000 z nekaj hlebov. In na koncu pravi: kaj še vedno ne uvidite? Lahko bi danes rekli: še vedno vam ni jasno, še vedno ne vidite, še vedno ne razumete. In seveda, ko je Jezus hranil množice, če bi prebrali odlomek, bili so z Jezusom, ne samo uro pa pol na Bogu služil. Prišli so skupaj in to so imeli kar konference kot šibeniku, nekaj dni. Slišali smo v petek, da so naši fantje bili lačni, pa je potem Brane rešil situacijo in je skuhal pašto primorsko. Ampak tudi tukaj, seveda je to problem, če so Jezusa množice poslušale in niso nič jedli. In Jezus je storil čudež. In seveda je pomembna hrana. Ampak mnogi tega niso razumeli. Mnogi niso slišali, mnogi niso videli, kaj jim je hotel povedati Jezus. Ali mi bi danes lahko rekli: niso slišali glasu Svetega Duha, niso slišali, kaj je Božja volja, kaj je Božji načrt. In seveda, ko je Jezus delal čudeže, je pomagal ljudem, ali za vsem tem je bilo nekaj mnogo globje, večje sporočilo. Kdo v resnici je Jezus Kristus? V Marku 8:12, se pravi to isto poglavje, ampak 12. vrsta mi beremo: on pa je v duhu zavzdihnil in rekel: kaj ta rod zahteva znamenja? Resnično povem vam, temu rodu znamenje ne bo dano. Ko so jo spraševali, kdo si? In non-stop so nekateri govorili: Jezus, dokaži se, kdo si? Kdo si v resnici? Kdo si v resnici? In tukaj Jezus pravi: in je v duhu zavzdihnil. In je rekel: kaj ti ta rod zahteva znamenja? Resnično povem vam, temu rodu znamenja ne bo dano. In jaz ne vem, če to ni znamenje ali čudež, če z 4 ali 5 hlebi nahrani 4000 ljudi. Je to čudež? Nekateri teologi so tako razložili, ki v bistvu sploh ne verjamejo v Boga. Tedaj so bili tako veliki hlebi, kolači, da se z
4 ali 5 lahko najedlo nekaj tisoč, se pravi en hleb za 1000 ljudi. Na koncu ne veš, kaj je večji čudež, ali tak veliki hleb, kruh. In Jezus je storil mnogo znamen, ampak pravi tukaj, in v duhu je zavzdihnil. Nekega je noter zlomilo in pravi, ta rod ne bo videl znamen, čeprav je mnogo videl. Ampak niso hoteli odpreti svojega srca. Poslušali so Jezusa, gledali so, kar je delal, pa niso slišali, pa niso videli. In zanimivo je za znamenja, za čudeže, za nadnaravno delovanje. Je še vedno lahko nevarnost, da ne slišiš glas Svetega Duha. Lahko vidiš, lahko doživiš čudež, lahko doživiš ozdravljenje, pa še vedno ne slišiš glas Svetega Duha. Jezus je dal učencem moč in oblast, da so šli in so ozdravljali bolne, da so izganjali demone in so prišli nazaj navdušeni k Jezusu. Gospod, celo demoni, vsaka sila, vsaka moč, bi lahko rekli, nam je podrejena. Na koncu te isti učenci so vsi izdali Jezusa. Ni to grozno? In nekaj, kar nam Božja beseda zelo jasno pokaže, po Jezusovem stajenju, se pravi, ko je Jezus stal od mrtvih, učenci so živeli vsaj 2 zelo pomembna trenutka v svojem življenju. In v enem beremo v Janezu 20:22. Janez 20:22. In ko je to izrekel, je dihnil vanje in jim dejal, prejmite Svetega Duha. In drugi pomemben dogodek berem v apostolskih delih 2:4. Apostolska dela, 2. poglavje, 4. vrsta. Vsi so bili napolnjeni Svetim Duhom in začeli so govoriti v jezikih, kakor jim je Duh dajal izgovarjati. Kaj v teh 2 vrstah beremo? Na eni strani beremo, da so učenci prejeli Svetega Duha. Na drugi strani beremo, da so bili izpolnjeni Svetim Duhom. In da lahko slišiš glas Svetega Duha. Moraš biti odprt za njegov glas. Sveti Duh, rekli smo, 3. Božja oseba, je ta, ki nam govori, kdo je bil Jezus in tako naprej. In da so učenci nekatere stvari razumeli, da so začeli sprejemati, verovati, slišati to, kar je Jezus učil že pred vstajenjem. Da so razumeli zapoved, naj gredo po celem svetu in oznanjajo evangelij, so rabili delovanje Svetega Duha, da slišijo glas Svetega Duha. In Jezus, kot sem že tudi rekel, jih je učil, kako spoznavati, kako slišati, kakšni so načini, možnosti, priložnosti slišati glas Svetega Duha. In ob eni priložnosti v Mateju 11, 25 do 30, Matej 11, 25 do 30, Jezus uči takole svoje učence. In jaz bi upal reči, jih uči, kako živeti pod vodstvom Svetega Duha, kako živeti pod vodstvom Svetega Duha, kako slišati glas Svetega Duha. Tedaj je Jezus pregovoril in rekel,
Slavim te, Oče, Gospod neba in zemlje, ker si to prikril modrim in razumnim, razodel pa otročičem. Da, Oče, kajti tako ti je bilo všeč. Vse mi je izročil moj Oče in nihče ne pozna sina razen očeta in nihče ne pozna očeta razen sina in tistega, komur hoče sin razodeti. Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi, in jaz vam bom dal počitek. Vzemite nase moj jarem in učite se od mene, ker sem krotak in v srcu ponižen, in našli boste počitek svojim dušam, kajti moj jarem je prijeten in moje breme je lahko. Jezus je učil učence, kako naj imajo odnos Svetega Duha. Jezus je učil učence, kako naj slišijo glas Svetega Duha. In ponavadi si mi predstavljamo, ko nam Sveti Duh spregovori, potem slišimo neke glasove, zdaj mi je spregovoril Bog. Če se že to zgodi, so redki primeri. Jezus je učil učence, da poslušajo njegov glas, da poslušajo glas Svetega Duha, da razumejo, da sprejmejo, da verujejo njegovim besedam, katere je Jezus učil. In kot je Jezus učil učence, poznamo vrste, ko Jezus pravi svojim učencem, moji dragi, zdaj bo pride trenutek, ko jaz odhajam in za vas je to boljše. Če ne odidem, Sveti Duh ne bo prišel. Če pa odidem, bom poslal Svetega Duha. In on je ta, ki vas bo učil. V Janezu 14:26 beremo, Janez 14:26. Tolažnik pa Sveti Duh, ki ga bo Oče poslal v mojem imenu. On vas bo učil vsega in spomnil vsega, kar sem vam povedal. Sveti Duh je bil poslan, da govori, da razodeva. Na en živi način, na en način, ko vidiš, ko slišiš, ko veruješ, ko sprejmeš, ko si poslušen, ko te Bog spreminja v tvojem srcu. In to je delo Svetega Duha, ki oživlja Božjo besedo. On vas bo učil vsega, on vas bo spomnil vsega. In veste, kako deluje Sveti Duh? Zelo preprosto. Pomembno je samo, če mi slišimo glas. Ko se jaz z mojo ženo sprem, to je redko. V začetku sem jezen, v začetku mislim, jaz imam prav, tudi če moče nimam prav. Ali zelo hitro, ko se malo umiriš, ko se malo ohladiš, Sveti Duh začne govoriti. Odpusti, priznaj. Želim te spremeniti. In veste, potem je samo eno vprašanje, ali slišim glas Svetega Duha? Ali ga bom sprejel, ali bom dovolil Svetemu Duhu, da mi pomaga, da se lahko ponižam. In vedno prideš z neko, ne vem, če imate vi lažje, ampak jaz imam vedno nekje enim ponosom, pa ne vem kaj vse. Muka, živa muka. Ta stari človek je tako močan. Ali lahko poslušaš glas starega človeka, lahko poslušaš glas Svetega Duha, ki pravi Božji besedi, to, kar Jezus rekel, odpuščajte drug drugemu. Ali pa ljubite drug drugega. Slišati glas Svetega Duha. In veste, Bog se ne vsiljuje. Bog te ne bo v nič
prisilil. To vse bolj spoznavam. Tudi ko molimo, ko hrepenimo o neki moči in delovanju Svetega Duha, Bog te v to ne bo prisilil. Ampak na koncu te želi pripraviti, da si ti resnično pripravljen to sprejeti. In zato je pomembno, da slišimo, ali smo pripravljeni se učiti poslušati glas Svetega Duha. Če nočeš, ti bo ostalo prikrito. Skrito. Jezus je govoril, prebrali smo, o modrih, o razumnih in govoril je o otročičih. In Jezus tukaj pravi, koga mislite modre, te razumne? Ali so zares tisti najbolj intelektualni, čudni, pa so v bistvu tisti bolj nekako otroško naivni pri Bogu sprejeti? Ne, mislim, da Jezus tega ni mislil. Ampak je mislil tiste modre, ki mislijo, mi pa vse vemo. Mi smo skoraj popolni. Jezus je tukaj sigurno mislil tudi na mnoge farizeje, duhovne učitelje tistega časa, ki so mislili, da vse vejo. In si znova in znova spraševali Jezusa, kdo si. Ampak niso bili pripravljeni poslušati glas Svetega Duha. Niso bili pripravljeni iskreno sprejeti to, kar je Jezus učil. Ali v bistvu so rekli, ne rabimo te. In če danes poveš, ne rabim Boga, Bog te ne bo prisilil. Ostalo ti bo prikrito, skrito. In zato danes, ko mnogim poveš, da smrt ni konec, da Bog na celo življenje drugače gleda. Rekel, ti si malo čuden. Tu zdaj je edino. Ne. Meni Sveti Duh skozi Božjo besedo govori drugače. In želim poslušati, in želim slišati njegov glas. In zato smrt ni tako grozna, kot si človeštvo brez Boga predstavlja. Danes sem slišal, da en pastor umrl, ki smo pred leti bila Pavle Cekov skupaj v Koreji. Nekaj starejši od mene, ne dost. In sigurno za njegovo družino je to težko. Za njega, se spomnite, Berglesova, ko je bil v nebesih in je pogledal dol in tam so ljudje jokali, ker so izgubili svoje najbližnje. Ampak Bog mi je rekel, kaj vi toliko jočete? Kaj toliko jočete? In ena resnica je sigurno smrtni konec. Smrtni konec. Življenje gre naprej in blagor tistim, ki umirajo v Gospodu. In zato so mnogi modri, pametni, v bistvu neumni. Ker nočejo se učiti od Svetega Duha, ker nočejo, da bi slišali glas Svetega Duha. In potem jaz pravi, bojte kot otročiči. Imamo primer, kako so otroci. Julija v petku, petek je malo več svobode, ona tu naprej hodi po 4. In gleda, kaj se dogaja. Matej tudi v petek je leto tu krok, danes smo prepovedano. Ampak v bistvu vidiš, nekaj ga zanima, nekaj se dogaja. V bistvu v njem je neko hrepenenje, neko iskanje in normalno. Komaj je začel živeti, želi spoznavati, želi doživljati to življenje, ki mu ga je Bog dal na razpolago. In v bistvu to jaz pravi, bodite kot otroci. Ko ste v moji prisotnosti. In pravi, v enem popolnem razodetju. Tako kot sta Oče in Jezus v bistvu v eni harmoniji, v eni skupnosti, kjer se dogaja na Božja prisotnost, eno razodetje. Pravi, to Bog želi dati tudi vsakemu, ki želi poslušati glas Svetega Duha.
Zato je potrebno priti k Jezusu. In Jezus je celo rekel, pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi. Pridite k meni vsi. Sprejmite moj jarem. In Jezus ne pravi jarem, ki ga boste težko nosili. Farizeji, pismouki, mnogi duhovni učitelji, tudi pastoram se to včasih dogaja, ko grejo stvari narobe, ko ljudje ne živijo po Božji besedi, v bistvu začneš še nalagati. Pa zakaj delaš to, pa zakaj nisi takšen, pa Božja beseda govori tako. In moče to vse res. Ampak svojim močjo, svojimi zapovedi ne moreš izpolniti, kar Bog želi. In se hitro lahko zgodi, da naložiš še večje breme, in farizeji so to delali, breme, ki so ga že tako težko nosili, še ena dodatna zapoved, še ena zapoved, še ena. In potem imaš tako težko breme, da ga več ne moreš odložiti. Samo je to že daj zgodilo, imaš tako težki nahrbtnik, komaj čakaš, da ga odloži in potem, ko ga hočeš odložiti, pa tu te že vse seka noter in boli. Komaj odložiš to breme. Kaj šele, da ležiš, ali pa te nekaj z neba zadane, 5-tonska plošča, pa te zabije dol. Ne moreš odložiti tega bremena. Kaj ti odloži ga lahko samo Jezus. In živimo v enem času Božje ljudstvo, kjer nam mnoge stvari postajajo pretežke. Jaz se sam pri sebi sprašujem, kaj se nam dogaja? Ali več ne slišimo glas Svetega Duha? Ali več ne slišimo, ko Jezus pravi, pridi k meni in odloži breme pri meni? Kajti jaz sem edini, ki ti lahko odzamem breme in ti dam neko drugo breme. Tudi to obstaja. Velikokrat mi sami naložimo breme in ta svet nam naloži breme in greh nam naloži breme. In na koncu se hodiš gor vsede in se smeji. In tedaj lahko ostane samo ena priložnost. In Jezus je to razumel. In je rekel, pridite k meni. Če ste utrujeni, obteženi, pridite k meni. Dovolimo Svetemu Duhu, da nam govori skozi Božjo besedo. Ali se je Jezus tukaj šalil? Nekje v nas je tako, ko povemo, danes je pa naporno bilo. Danes je bilo težko. In če se tako ne počutiš, ti nekaj manjka. Imaš občutek krive, da si premalo delo. Imaš občutek, da nekaj ne štima. Ne poslušajmo neke druge glasove. Poslušajmo glas Svetega Duha. In Jezus je rekel, učite se od mene, ker sem krotak in ponižen v svojem srcu. Je nekaj, kar lahko zlomi človeško srce. To je krotkost, to je ponižnost. Tem tednu sem poslušal od enega pastora, zelo znanega, ampak ne bom povedal imena. Njegov oče mu je rekel, na koncu vedno zmaga ljubezen. Nekaj krotkega, nekaj ponižnega, v bistvu na koncu, kar se razodeva, ali za vsem tem stoji ena ljubezen. In rekel, ko sem enkrat se skregala s svojo hčero, in rekel, v tistem času še ni bilo SMS-u, da bi poslal, bili so faksi in
poslal je faks A4 liste, na katere je napisal, skregal se je svojo hčer, oziroma ne vem, kdo je bolj kriv, to ne povem, ampak je napisal na celi A4 list: ljubim te, 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 ljubim te. In veste, to je nekaj, kar dela Sveti Duh. Nekaj, kar govori Sveti Duh. Meni in tebi, svoj cerkvi, tudi danes. In jaz si rekel, sem krotek in v srcu ponižen. In to je eno mesto, to je ena zemlja, kjer boš slišal glas Svetega Duha. Kjer boš slišal glas Svetega Duha. In eno besedo, ki sem jo včeraj slišal in nekako močno v duhu slišim, čutim in verujem, da od Svetega Duha. Za nekatere žal ste že prišli z dopusta, tako da je to prepozno. Šalim se. Ampak nekje v duhu sem čutil. Izkoristi dopust, kak radi rečemo, na polno. Spoči svoje telo, svojo dušo in napolni obnovi svojega duha. In veste, ko smo na dopustu, ne vem kako vi, jaz malo kolesarim, največ pa ležim na plaži, pa malo v morju plavam. Ampak je za mene to tak idealni čas, ko se pogovarjam z Gospodom. In tam mu povem vsa moja bremena. In spet se spomnim Alojzija, ne vem, če se spomnim, to je nekako za to leto, za te čas dopustu, govoril, da bo neko obdobje molitve. Na dopusti, med dopusti. In jaz ne vem, če greš na dopust, ali pa tudi, če ne greš na dopust. Ampak saj je julij, avgust, ponovadi ta mesec dopustu, ko nas moče, saj prevzame ta občutek. So dopusti, ni toliko bremen, malo se lahko bolj sprostimo in tako naprej. Dovolimo, da nam govori Sveti Duh. Če še nikoli v svojem življenju iskreno niso prišel k Jezusu in rekel, Jezus, jaz svoje bremena, svojo težo prinašam k tebi. In veste, tudi zato rabimo slišati glas Svetega Duha. Mi tolikokrat govorim, pastori pridigamo in pridemo domov in pride ponedeljek in na vse pozabimo. Smo oče bili premalo odprti, da bi slišali, kaj Sveti Duh govori skozi Božjo besedo. In če želiš obnoviti, če želiš novo moč, dovoli, da Sveti Duh dovoli in govori. In ne čakaj velikih glasov. In praktični primer je, beri Božjo besedo. Beri Božjo besedo. Če si v duhovni krizi, če imaš občutek, ti je vse preveč. Tudi če ne moreš, beri Božjo besedo. Tudi če si utrujen na smrt, ne dovolj, da te utrujenost premaga. Beri Božjo besedo. To je težkega, če 5 minut na dan vzameš Božjo besedo in jo z odprtim srcem poslušaš. Ja, v duhovnem smislu. In ko slišiš preveč druge glasove, je to zelo težko, je to včasih nemogoče. Zato dovolimo, da nam govori Sveti Duh. Ko se učimo in živimo, in to je življenje, proces, celo življenje, dokler smo tukaj, poslušati glas Svetega Duha. Ali Božja beseda nam govori, da pridejo čudovite rezultati. In kaj mislite, kaj je rezultat, ko se učimo, ko živimo, ko poslušamo glas Svetega Duha? Kaj je rezultat? Ni povedal Jezus, tudi Jezus je o tem seveda govoril, ampak apostol Pavel je učil, kaj je rezultat, ko živiš po Svetem Duhu?
Kaj? Tako je, sad Svetega Duha. Če nekaj v življenju prakticiraš, če se učiš živeti po poslušanju glasu Svetega Duha, Božja beseda pravi, ali apostol Pavel pismo Galačanom 5:22-23 pravi, Galačanom 5:22-23, sad Duha pa je ljubezen, veselje, mir. Ostalo pustimo, ostalo je bolj težko. Ampak ko sem razmišljal, veselje, ljubezen, mir, skozi vse to lahko pridemo, skozi potrpežljivost, blagost, kar je Jezus rekel, dobrotljivost, zvestobo, krotkost, samoobvladanje. In pravi, zopret tega ni postave, ni zapovedi, ni višjega merila. A se splača biti poslušen Svetemu Duhu? Rezultati so čudoviti. Rezultati so takšni, po čem hrepeni ta svet. Po čem hrepenimo Božji otroci. Po čem hrepenimo vsi ljudje. Ljubezen, veselje, mir. Haleluja. To daje Sveti Duh. In se spomnite primera, ko je Jezus v težki situaciji, na koncu beremo, da se je razveselil v Svetem Duhu. Da se je razveselil v Svetem Duhu. Kdaj si se nazadnje razveselil v Svetem Duhu? Enostavno si začutil to Božjo radost. Kljub polno problemov okrog sebe. Da zaključim. Ko je Jezus preklel smokvo, so se učenci čudili. Kajti drugi dan ko so drugi dan šli mimo, je bila suha. Prejšnji dan pa beremo, da je polno listja imela na sebi. In ko so se učenci tako čudili, jim Jezus da odgovor. Matej 11:22. In Jezus jim je odgovoril, imejte vero Boga. Imejte vero v Boga. Jezus jim je ob tem primeru dal eno lekcijo o veri. Če bodo verovali, če ne bodo dvomili v svojem srcu, temveč verovali, se bo to zgodilo. To je bila lekcija, ampak Jezus tukaj pravi, imejte vero v Boga. Ali danes slišiš glas Svetega Duha, ki ti pravi, veruj v mene. Veruj, imej vero v Boga. In danes zjutraj, ko nekako še ponovim, kaj spremenim v Božji besedi, katero bom pridigal, sem ponovno čutil v svojem duhu. In verujem, da je glas Svete Duha. In dal mi je tole besedo. Veruj, zaupaj, beri, raziskuj, moli nad mojo besedo, kot če nikoli do sedaj, pravi Gospod. Janez 14:1, Jezus pove učencem, vaše srce naj se ne vznemirja. Verujte v Boga, tudi vame verujte. Amen. Dajmo vstati, dajmo se pomoliti. Odprimo srca, dovolimo Svetemu Duhu, da slišimo, da se učimo poslušati njegov glas, da verujemo Božji besedi. Jezus, hvala ti za tvojo besedo.
Jezus, hvala ti, da si ti učence učil poslušati tvoj glas. Jezus, hvala ti za tvojo potrpežljivost. Tolikokrat ne slišimo. Učenci so tolikokrat popolnoma zgrešili bistvo tvojega prihoda na zemljo. Ali ti si deloval v njihova življenja. Ti si jim dal Svetega Duha. Ti si jim govoril. Ti si jih izpolnil Svetim Duhom. In Jezus, danes kot tvoja cerkev stojimo pred tabo. In Sveti Duh govori nam naprej. Sveti Duh pomaga nam, da slišimo tvojo besedo. Da ima moč na naša življenja. Da lahko lomi vezi in bremena. Kaj Jezus, ti si rekel, da je tvoje breme lahko in sladko. Jezus, ti nisi prišel, da nas še bolj obremeniš, ampak ko slišimo, ko vidimo tvojo besedo, ona nas obnavlja, ona nas spelje nazaj k tebi, ona nam daje novo moč, ona nas dviguje, nam daje vero. Jezus, kdo si ti, komu služimo, komu pripadamo. In Jezus, kot tvoja cerkev, želimo imeti naprej odprta srca tvojemu duhu, tvoji besedi. Amen. In dajmo prebrati iz prvega pisma Korinčanom. Moče ni treba prebrati. To vedno preberemo, ko imamo Gospodovo večerjo. Vedno poslušamo. Danes nas vse postavljamo vprašanje. A slišimo? A verujemo? Kaj se spominjamo? Da Jezusovo telo v bistvu, ali ta kruh, ki je tukaj, predstavlja njegovo telo, ki je trpelo za moje in tvoje grehe. Ali slišiš glas Svetega Duha, ko ti Jezus pravi, umrl sem za tvoje grehe. Ker sem se prišel ponižati, ker sem krotak in ponižem v svojem srcu, da bi jaz in ti živeli. To vino, ki nam govori, da je Jezusova kri tekla za naše grehe. Dajmo se pomoliti. Povejmo, Sveti Duh govori nam tudi zdaj, ko bomo se spominjali, ko bomo jedli ta kruh, ko bomo jedli to vino. Jezus, naj vidim, koliko sem dragocen, koliko me ljubiš. Pomagaj mi, da se učim od tebe. Jezus, da, Gospod, kot tvoja cerkev, prihajamo pred tebe. Odpusti nam vsak greh, Gospod, odpusti nam. Ko večkrat gledamo, pa ne vidimo. Ko poslušamo, ko beremo, pa ne slišimo. Sveti Duh, tebi se odpiramo. Sveti Duh, ti nam govori. Daj svoj blagoslov tudi zdaj na spomin, kar si ti na križu storil za naše grehe.